Vinko Möderndorfer, ki se kot pisatelj sprehaja suvereno od enega do drugega literarnega žanra in kot režiser počne pravzaprav isto, teater, opera, film, dokumentarni film. Pred kratkim ste mogoče videli dokumentarec o njegovem dedku Vinku Möderndorferju, pedagogu in etnologu, za katerega sta Vinko in njegova sestra Vita Mavrič napisala scenarij, oziroma Vinko je naredil ta film. Tako, skratka, to je naš gost. Mislim, da je za ta film, ki smo ga ravnokar gledali, da imamo čudovitega gosta. Ta film, če se začnemo pogovarjati o njem, je, mislim, predvsem doživetje. Šele potem se mi zdi lahko kaj interpretiramo, kakšno doživetje je bila ta pesem. Ja, dober dan. Sem vesel, da sem lahko z vami. Hvala za povabilo. Vam je bil všeč film, ne? Meni tudi. Jaz sem ga zdaj drugič gledal, enkrat na Lifu, ene 2 leti nazaj, pa zdaj tudi drugič z veseljem, ne. In sem pravzaprav bil presenečen, koliko stvari sem mislil, da sem ga že pozabil, ampak koliko stvari sem se pol spomnil, ne. In tudi pri drugem gledanju se me je zelo dotaknil na en poseben način. Poznam jaz tudi njegove prejšnje filme, ki so pa zelo podobni, saj najbrž jih poznate, ne, mislim, da so Pesmi iz drugega nadstropja. Pesmi iz drugega nadstropja, pa Ti, ki živiš. Ja. You the living. Tako, ja. No, in so si predvsem ta zadnja dva sta si zelo podobna, po strukturi, po načinu snemanja in tako naprej, ne. Ampak vseeno je zelo zanimiv. Mene zanimivo je zato, zdaj bom govoril o svojih občutkih, zanimiv se mi zdi zato, ker je zelo poseben, ne, ker nobeden pravzaprav ne snema take filme, ne, da je pravzaprav zelo unikaten, ne. Danes imamo poplavo zelo dobrih filmov, pa zelo povprečnih filmov, pa največ pa seveda slabih filmov z happy endom. On je seveda tukaj seveda zelo poseben, ne, neposnemljiv, bi rekel pravzaprav, ne. Ampak tudi prej tisti film Pesmi iz drugega nadstropja se me je dotaknil tako, na en tak, ko se malo zabavaš, ampak hkrati te vedno bolj preveva en občutek strašne tesnobe, ne. Ampak te tesnobe, ki je resnična, ne, to ni izmišljena tesnova, to tesnovo pravzaprav živimo, ne. Ne čudi me, da je bil vedno nominiran, pa nikoli ni dobil Oskarja, zato ker nima happy endov, ne. Ampak jaz sem osebno prepričan, seveda tudi kot filmar, da v tem svetu ni happy endov in ne vem, zakaj bi se sprenevedali in bi potem za vsak način v filmski umetnosti pa iskali pri vsaki zgodbi happy end, če se pa v življenju naše zgodbe večinoma ne končajo s happy endom. Ampak o tem drugič. Je pa v Benetkah ne dobil Zlatega leva. Za ta film? Za ta film. Za ta film, ja, lani, ja. Ja, zdaj, kot ste opazili, če se zdaj s tem filmskim jezikom, da ima tudi en poseben filmski jezik, da pravzaprav so kadri, sekvence, se pravi, da je cel prizor posnet, da se kamera sploh ne premakne, da praktično ne pozna, konkretno ne pozna bližnjih planov, ga ne zanimajo, ampak ga zanima pravzaprav neka situacija oziroma neka totaliteta sveta, ne zanimajo, nikoli ne pokaže obraza od blizu, ne, kar je pravzaprav za film značilno, da lahko pride kamera čist do nosu, pa pokaže detajle, pa oči, pa, ne, to ga absolutno ne zanima, pa tudi v drugih njegovih filmih, oziroma v njih prejšnjih dveh je strikten, to je njegova poetika. Se pravi, da imamo vedno eno sekvenco, se pravi en prizor, ki ga posname z kamero, ki se ne premakne, ne, pač pa vse naredi znotraj tega. Tako so snemali pravzaprav neme filme. In zdaj nekateri teoretiki filma so seveda prepričani, oziroma zagovarjajo to tezo, da je film pravzaprav, ta pravi film, nemi film, ne. Da so to podobe in da pravzaprav je tekst v filmu odveč, ne.
In on je pravzaprav, se mi zdi, ta avtor je pravzaprav, zelo me spominja na nemi film. No? Zelo me spominja na nemi film, tudi veliko sekvence nemih, ogromno sekvence, nima teksta, ampak so vsem zelo silovite. Skratka, to je avtor, ki resnično govori s filmskim jezikom, se pravi za sliko. Ne? Niti z montažo ne, ampak za sliko. Ne? Tako kot so bile te prvi nemi filmi pravzaprav posneti. Montaža se pojavi, da gre iz totala, iz nekega širokega posnetka na obraz, se pojavi šele pri Chaplinu, ne vem, pri katerem filmu, on je prvi to iznašal, ampak načeloma postavimo kamero in vse vas snemamo in to je dovolj za film, je prepričan ta avtor. Druga stvar se mi zdi, ki mi tudi spomni na neme filme in to on tudi zavestno počne, so pa seveda nekateri liki, ne, ta dva nesrečneža, ki jim je poklic, da boste zabavali ljudi, ampak seveda v tem svetu se ne da več zabavati ljudi, ne. Sploh, če imaš tako žalostno dušo, kot jo imata ona dva. Ta dva sta pravzaprav Stan in Olio, neke vrste sodobnega sveta, pravzaprav. Dvojica, ne, Stan in Olio sta še bolj radikalna, suh pa debel, ta dva ne toliko, ampak to je, in še kakšni liki, moram reči, da zelo spominjajo na nemi film, ne. Tako nekako. Kaj pa ta režija oziroma mizanscena znotraj kadra, pa ta globina, pa ta natančnost, ne, kako se gibljajo osebe, da vidimo hkrati tisto, kar je spredaj, hkrati nekaj čisto v detajlu. To je fenomenalno, ne? To pravzaprav ne poznam avtorja, ki bi na ta način, seveda jasno, če se odločiš, da boš posnel celo par minut filma, dobesedno par minut filma, da ne boš sploh kamero predstavil, to pomeni, da more pa dinamika se znotraj zgoditi, da more to vse, o čemer si govorila, da more vse to štimati. To je pravzaprav zelo težko, no? Njemu včasih so tudi učitelj, da je zelo gledališki, ne? Pa seveda ni, ne, jasno, to je film, to je orang film, ne. Ravno zaradi tega se mi zdi, ker seveda ne uporablja teh sredstev, ne uporablja različnih planov, ne kadrira, ne počne dinamiko dogajanja za širokim planom, pa bližnjim planom, pa detajlom, pa kontraplan in tako naprej, to, kar naredi film dinamičen, ampak dinamiko dela znotraj slike, ne. Tako nekako se mi zdi, včasih se mi zdi, kot da je nekdo postavil na ključno kamero in da potem to kar živi, ne. In da kar živi, ampak seveda to ni res, to je velika režija pravzaprav, ne, kako vse to naredi pravo vzdušje. On je, kakor se jaz spomnim, več ali manj te prizore snema, kakor ima denarja, ne, kakor je imel denarja in je pol več ali manj tudi v studiu se to zgradi in potem se pravi, se z eno sekvenco ukvarja lahko tudi tedne in tedne, mesece in mesece, pa pol leta nič in tako naprej. Zato njegovi filmi tako dolgo nastajajo. Je pa še ena stvar, ki se mi zdi, da ga loči od drugih avtorjev, pa ga pravzaprav približuje njegovo filmsko poetiko k koreninam filma, se pravi k nememu filmu, je to, da je film cel sestavljen iz prizorov. Če se spomnite Velikega diktatorja. Pa napisi, ne? Ja, pa napisi tudi, ja. On pravzaprav to ljubi, ne, to nič ne skriva in to mu je. Ampak recimo, če se spomnite Velikega diktatorja, fenomenalen film od Charlie Chaplina, film za vse čase, nikoli se ne bo postaral, perfekten. Podoben preplet humorja in resnosti, predvsem pri Velikemu diktatorju v koncu filma, s tistim njegovim monologom, ne, humanističnim, velikim, ampak že prej. Ampak to so filmi, ki so zgrajeni na podoben način, kot on gradi filme. Se pravi, sekvenca, ki ima svoj začetek, svoj konec, ki ima svoje sporočilo. Pa pol druga sekvenca, ki ima tudi svoje sporočilo. Recimo, če se spomnite Velikega diktatorja, brivec, ki brije soseda na Brahmsovo glasbo. To je koreografija, ne? Ampak to je od začetka do konca. On pride noter in je duhovito, zanimivo, malo te je strah, da mu bo glavo odrezal. Skratka, vse in briljantno narejeno in je ena sekvenca. Pol, če se spomnite Hitler pa z globusom, ne?
Skratka, ne, ampak hočem reči, da so to, da je tukaj nekaj podobnega. Vsaka sekvenca ima svoje sporočilo, svoje močno sporočilo in potem je čist nekaj drugega, ki pa je spet močno, intenzivno, ima svoj lok in tako naprej. In on tako sestavi film. Tako imaš občutek, da ga sestavlja iz nekih domislic, ne? Da ga sestavlja iz nekih anekdot. No, je ena anekdota, ne, ki jo je sam povedal, ne, kako je prišel, ko je delal ta film, ko je nastajal, da je nekega dne, ne, doma stal in gledal skozi okno in na drevesu je sedel golob, ne, in je dolgo sedel tisti golob, ne, in skratka, tako je nastal golob, pa tiste scene, ne, pravzaprav že prva scena, ne. Ja. Ampak mislim, da goloba sploh ne vidimo v filmu, ne? Nagačenega. Prvi kader v tistem muzeju je nagačen golob. Jaz sem videl tam orla, bolj kot goloba. Ja. Ampak mislim, da tudi na tej strani, ja, no vse, ampak zanimiv je nagačen golob. To, da ima film tak zanimiv, poetičen, pa hkrati zelo zanimiv naslov, potem pa prvi kader začne se z nagačenimi živalmi, tudi goloba, ampak seveda dominantni je tam orl, ne. Orl pa golob, to sta dve različne stvari. Ampak obiskovalec se zelo dolgo zadrži pri golobu. Pri golobu, ja. Najbrž zato, ker golob pač ni nič zanimivega, ne, v muzeju. Ja. No, ampak ta začetek je sploh fajn. Fajn se mi je zdel, no, ta začetek, jaz sem seveda pomislil na desni strani na tistega orla in se mi je tukaj zdela ena zanimiva, ne, film ima naslov, kaj je golob videl, golob razmišlja o življenju, pol pa pravzaprav vidimo v muzeju dominantnega orla, ne. To se mi je zdelo zanimivo, ampak to je tudi pravzaprav en tak značilen humor tega filma, ne. Da obrne, ne. Ja, da obrne stvari. Tudi cel film je obrnen, ne. Da prvo imamo 3 prizore umiranja, ne. Pa gremo pa takoj že pravzaprav na ljubezen, ampak na nenavadno ljubezen, na neuslišano ljubezen, ki pleše in usvaja tega mladca, ne. Ampak zanimivo, prvi 3 prizori so prizori o umiranju. Pravzaprav so zelo bedni, ne. Tam odpira steklenico, kar je tudi spet zelo zanimiv prizor iz nemega filma, ne. Če bi ta prizor recimo posnel Charlie Chaplin, bi to bilo še več, bi še na steklenico se usedel, pa skratka bi naredil čarovnijo, celi mali balet iz odpiranja, ne. In tukaj se mal nakaže, ampak človek med odpiranjem steklenice umre. Pa žena z mikserjem, ne. Ja, žena pa tam poje in dolg časa ne bo tega opazila, da se mož v sobi ohlaja. Ampak zanimivo, tako zelo bedno, ne, zelo zanimivo. Druga smrt s to torbico je groteskno smešna, ampak tudi zelo bedna, ne, pravzaprav. Ta pohlep. No, ampak potem tako nekako se začne s konca. Film se začne za smrtjo, ampak potem nam nič boljšega ne pokaže. Pokaže, kako je to življenje pravzaprav tako bedno, kot je bedna smrt, ne. Tako nekako se mi zdi. In to se mi zdi zelo zanimivo, ne. Te osebe se prepletajo, nekako, niti se on ne trudi, da bi jih mi čisto natančno prepoznali, kakšne osebe nastopajo v kakšnih sekvencah, pa potem mimo grede se še enkrat pojavijo. Tako pravzaprav, tako se mi zdi kot ogromno teh povezav pravzaprav šele pri drugem gledanju opaziš. Jaz pri prvem gledanju recimo nisem videla, da ta neuslišana ljubezen, ne, se dogaja, plesalca, ne, plesalca, da se potem nadaljevanje dogaja v tisti kavarni, ne, pravzaprav cela scena se dogodi medtem, ko se tisti kapitan, ki je imel morsko bodlezen, to je tudi zelo ena taka situacija, ne, medtem, ko on telefonira. Zdaj sem jaz tudi isto, sem šele zdaj kakšne stvari opazil, ampak a ste videli tisto gospo, ki ziba otroka tam v zadju? A je to bila ta plesalka? Je bila, ne?
No, ja. Ja, ker se ta njuna zgodba kar zaključi in je to, ne. In to je bilo zanimivo. To pri prvem gledanju moram reči, da se mi je zdel, zdaj se mi je še bolj natančen zdel. Ampak hočem povedati, da ga niti ne zanima tako zelo močno, da bi vse te stvari spelo. To ni površnost, to je kar namen, se mi zdi, ne. To je malo tako hiperrealistično, no, kot scena, ne. Scena je tudi tako izčiščena, ne, tako narejena, da res učinkuje pristno, ne. Ja. Do konca. In to se mi zdi ravno tako te osebe, ne, je dovolj, da je pravzaprav nakazano, mi že začutimo in nekako speljemo do konca. Ja. To je, ta kompozicija, pravzaprav dramaturgija je bliže poeziji kot pa recimo, kot pa romanu ali pa kot neki fabulativni zgodbi, ne. Nekako on te prizore daje v montaži skupaj in seveda, če bi ta prizor, ne vem, unih dveh punčk, ki mehurčke spuščata, dal recimo na konc filma, kar bi absolutno lahko dal, pa bi film popolnoma drugače zvenel, ne. Skratka, nekako se obnaša do tega materiala, ki ga posname, jaz mislim, z veliko zrelostjo in z veliko pametjo in spoznavanjem in z velikim znanjem in talentom režije, nekako potem to kombinira, tako kot pesniki kombiniramo pesem, ne. Pesnik pravzaprav pesem piše tako, ne da bi preveč imel razum vklopljen, ne. In bralec jo more tudi tako brati, se mi zdi, ne. To niso razumska početja, ne. To ni, ne. In on se mi zdi, da te filme svoje komponira na podoben način, kot bi pisal pesem, ne. Ni naključje, da je tudi prejšnji film, da ima pesmi iz drugega nadstropja. Pa recimo, ena zadeva zanimiva, ta zgodba, ki se začne takoj po smrti. Tri smrti ima, vse so pravzaprav bedne, kakor je pač smrt pravzaprav zna biti zelo bedna, ne. In hkrati na nek čuden način smešne, ne, tako, ne. Ampak ne more se glih smejati, ker pravzaprav vsaj jaz se spomnim, da poznam iz pripovedovanja, pa tudi iz nekih izkušenj podobne tragikomične smrti, tragikomične odhode in življenje je pravzaprav vedno pravzaprav tudi tragikomično, ne. Tako da ne more se sproščeno zasmejati, ne, čeprav tam una ponuja pivo, pa eden se najde, oziroma tisto, ki je že plačan, pa eden se najde, pa gre po pivo, ne. Grozno, ne. Smešno, ampak v bistvu ti smeh nekje v grlu obtiči. Ampak potem takoj naslednja scena je pa seveda brez prehoda in brez napisa. Če ste opazili, je takoj, ko ta gospa osvaja tega mladca, ne. Tista scena je perfektna, ne, to je res izvrstno. In potem seveda še vidimo to njuno zgodbo še in jo vidimo potem seveda z vozičkom, da je končno, da je dobila tisto, kar je pravzaprav od ljubezni pričakovala, ampak tam, če se spomnite, se zelo veliko sliši gruljenje golobov. Ja. Ne? Zelo se sliši gruljenje golobov in ona tam gor, nekje so golobi, vzadje je to predmestje in skozi imaš občutek, jaz sem imel ta občutek, ampak jaz imam tudi preveč domišljije, da se bo zdaj golob pokakal na njo. A ste vi imeli tudi podobno? Ampak to je naredil, to je on naredil s to zvočno kuliso, s to pretirano, tako se ti zdi, da bo pa zdaj pa se pokakal, da bo to in da bo to. In hkrati nam tudi izpostavil ta tip humorja, nam izpostavi, tako da se nam zdi to verjetno. On se s takimi stvarmi poigrava, kar je izvrstno. Ampak nam tisto eksplicitno poanto nam prihrani, ne? Ja, prihrani nam, ja. Tako da malo nas podraži, veliko nam da, da sami razmišljamo, ne. Jaz mislim, da morajo biti Švedi, ne. Švedom. Ja, Šved. Ne morejo biti Švedi kar malo užaljeni nanga, ker mislim, da je to zelo lepa freska, v narekovaju lepa o Švedih. No, podoba, ja, o Švedih in z veliko ironije in se mi zdi, da najbrž niso čist zadovoljni, ko sebe gledajo. Ampak hkrati je pa ta podoba teh ljudi, ki v tej freski, jaz bi kar rekel temu filmu freska pravzaprav, ne, ker je toliko oseb, toliko obrazov, toliko usod pravzaprav v nekem prepletu,
Ta, se mi zdi, da je pa hkrati tudi univerzalna, da je tudi naša, no. Ja, tako nekako, ja. Ampak sigurno s tem kraljem, pa se ne poznam dobro te njihove zgodovine, ampak s tem kraljem, pa za temi obsedenostjo da bojo Rusijo premagali, pa ne vem kaj, pa z neko, to se mi zdi, da najbrž Švedi še posebej čutijo. Ja, to je bil Karl XII, ne, to je konec 17., začetek 18. stoletja. Ta bitka je bitka pri Poltavi in to je bilo leta 1708 in ta kralj je imel take, skratka, bil je zelo mlad, pri 15 letih je v bistvu postal kralj, imel eno odlično vzgojo, zelo ljubil konje in bil nenehno v vojnah in v nekih intrigah in en del tudi v egzilu v Turčiji. In je pa leta 1718 še dosti mlad umrl v bitki in Švedi se še zdaj oziroma razpravljajo o tem, ali je bil ubit od sovražnika ali je bil odstranjen, ja, tako da to je najbrž ena taka Švedska. In tudi leto 1943, ne, tudi tista sprehod v zgodovino, to je tudi ena Švedska, ne, Švedi niso bili v vojni, niso imeli takega odpora in tako. In to je tudi ena Švedska, ne. Ja, sigurno je to. Tudi če ne poznaš tako dobro, kot Helena te zgodovine, to pravzaprav čutiš, no. Ampak se ne gre za to, saj te kralji, ki ponosno odidejo v bitko in se potem poraženi vrnejo in ne priznajo poraza, ker pač je vreme krivo ali pa so se oni naskrivajo oborožili, ne. Zdaj je to dosti tipična zadeva, ne, tudi v današnjem svetu, v državah, kjer ni kraljev, se da to videti. Tako da, ja, sem prepričan, da ta film Švede lahko tudi malo jezi. Tiste, ki so malo bolj bistri, se razumejo to ironijo, ampak mi pa tudi razumemo pravzaprav, ne, ker so te stvari pa kljub vsemu tako zelo univerzalne. A ste opazili, kolikokrat se stavki ponavljajo? Ne, ampak perfektno je to, meni se zdi to fino, ne, kako se ponovijo, ne, te fraze po telefonih, a si v redu, veseli me, da si v redu, pa niti ne veš, komu telefonira, pa potem se mi zdi to zelo fajn, ne? Kakšne stvari so pa seveda prav srhljive v tem ponavljanju, prav srhljive. Ta zadnji stavek, s katerim film tudi izveni, ne? A je pravično to, da mučiš ljudi za svoj užitek, ne znam ga povedati. To je pravzaprav en stavek, ki pove vse v tem svetu, v katerem živimo, v tem kapitalističnem svetu, v katerem živimo in v katerem ta dva, Stan in Olijo, njegova Stan in Olijo živita in pravzaprav imata svojo bedo. In več je teh ponavljanj, ki se mi zdijo perfektne, ne. A smem jaz tu vprašati, a se slišimo? Kako vidva gledata na te vdore, nadrealistične vdore, zgodovinske v ta film? Jaz tega si nisem znala raztolmačiti. Od teh vojakov, ki pridejo v ta lokal, do tiste nenavadne scene leta 1944. Kako jaz tega sploh nisem razumela, zakaj je to not vpeljal, ker te zgodbe so popolnoma samostojne, ne? Bom poskusila pa, daj Vinko ti najprej. To pa koncu, če bi v koncu še malo. Ja, te scene, jaz nisem imel, so se mi zdeli zanimivo, ne. Predvsem ona dva prideta in se zgubita v nekem predmestju, trgovino iščeta, ne. Če zdaj upisujem ta prizor cel, ne, prideta noter v neko predmestne. Cel film, če ste opazili, ampak cel film se dogaja v predmestju. Cel film so neki bloki, kjer ljudje živijo, tudi če živijo v svojih stanovanjih, živijo na podoben način kot ta dva v nekem napol samskem domu, zavetišču, kjer je samski dom, ampak hkrati tudi neko zavetišče, ker pijane ljudi not ne spustijo, to je tipično za te klošarske kontejnere, ne, če si pijan, ne moraš biti in tako naprej, ampak te ljudje, ki živijo v teh blokih, ki se vedno v drugem po mojem živijo na isti način, to je hotel pokazati, ne, ali pa v tem delu. Fotografija je tudi, ni črno-bela, ampak je pa blazno sprana.
rdeče barve ni, če pa je pa čisto zlizana, ne, skratka, to je vse. Za sliko je imel to se vse zdaj na internetu dobi, da ne boste mislili, da je to moje znanje. Peter Bruegel starejši je naslikal Brehelj, je naslikal Na lov, eno sliko, kjer ena skupina ljudi, ogromno ljudi odhaja z nekimi živalmi in tako. To je ton te fotografije je nekako z te slike. Ne? Ena taka črno-bela, ki ni barve, no, ki so tako zbledene, no, nekako. V bistvu je, ja. No, to je tudi, ampak to tudi naredi film tako poveže v celoto, prav ta praktično ni barv, no, barve so zelo sprane. No, ona dva prideta v ta lokal, sta se zgubila in pa začneta že tretjič z istimi stavki, ker je to pač njun posel, ponuja te zobe ekstra dolgimi, ne, in tako naprej, pa to masko in tako naprej, in potem pride preteklost, se čas v to sedanjost. Vse je isto. Čisto enostavno se da to, vse je isto, nič se ni bistvenega. In ona dva gledata to in pride noter kralj in gre spet na vojno in ljudje spet prodajajo smeh za to, za neke pripomočke za zabavo, da bi se ljudje zabavali. Vse je pravzaprav isto, ne. In ni tam pred junem letu, to je najbolj enostavna razlaga. To je najbolj enostavna razlaga in da se pa po mojem še govoriti o tem. A lahko se samo navežem na tole, kar je gospa spraševala. Pravzaprav gre se za dejstvo, da je Karel XII. Takrat šel na Rusijo. Njegov pohlep je zdaj, trenutno, ko pokaže trenutno situacijo, vse je posledica pohlepa od prej. Ne? In njegov odhod v Rusijo je isto tako bil stvar pohlepa. Zgodilo se mu je isto, kar se je zgodilo nasledniku Napoleonu ali pa pozneje v Nemcem takrat v drugi svetovni vojni. Vse vojne goni pohlep. Karela XII. Nikoli ne omenjajo kot nekoga, ki je prvi bil, ki je končal enako kot vsi njegovi nasledniki. To so bili trije, ki so poskušali takrat na Rusijo priti. Ampak hotela sem se samo navezati na tisti začetek, ko ste rekel, izjemno poetičen film, res. Samo to, kar ste rekel, da beseda ni potrebna, dejansko je res. Jaz moram reči, da zelo rada hodim v kino, ampak ne gledam veliko tega. Zadnjič sem bila, ko je gospod Škafar imel svoj film tukaj in sem prav zaradi te poetičnosti in pomankanja besede sem ugotovila, kako je krasno, če ni preveč besed, da ti dovoli, da razumeš bistvo. Ne? Ker besede prekrijejo in ti se skoncentriraš na tisto branje, enostavno ozadja ne vidiš. Zato se velikokrat dogaja v filmu, da so besede, skoraj bi rekla, odveč. In ta poezija tega filma me je pravzaprav prevzela, čeprav je taka kruta, ampak se mi zdi, da tisti inserti humora so prav te nekako sprostijo, zato ker je tako napeto in tako realno kruta realnost in dejansko kritika celotnega življenja našega. Od tistih scen sa Homo sapiensem, od tisti, mislim, da naslov je Homo sapiens, dejansko o tisti opici in povsod je tisto, ko ste dejali, da se ponavljajo besede. Ja, ampak vedno v kontekstu tega, da je človek v izjemno negativni situaciji in takrat se liši, da se nekdo dobro počuti. In takrat je on vesel, da je saj enemu na tem svetu lepo. In odgovori, veseli me, da ti je lepo, a ne? Da ne govorimo o vseh drugih situacijah, je bilo isto, a ne? Neka situacija, ki je bila zelo slaba in nekdo reče, ali pa tist, ki je ženo tam stoji in fantastičen dan, on ugotovi, da se krasno počuti, ampak žena pokaže, da on ni normalen, ker se dobro počuti. Počutiti se dobro in biti srečen v današnjem času je sigurno nekaj, kar ni, ne vem, ali najbrž ni zaželjeno, ali kaj se opravičujem,
me je vse to spodbudilo, samo to ima vse svoje ozadje. Ta surrealizem v filmu absolutno ima ozadje in je osnova, da ne govorimo sceno, ko smo gledali tam v tistem barčku, pač, ko je vojna, dejansko imaš občutek, da so se v vojni imeli lepše, so živeli, zdaj pa ni vojne in sedi par ljudi notri, nesrečnih vsi, so tako nesrečni v tem svetu, tam so pa v vojni, čeprav je to groteskno, ampak očitno res se opravičujem, pa zahvaljujem. Ne, super. To je film, v katerem po mojem se da knjigo napisati. To, ki je bogat, ampak to je značilnost pravzaprav poetičnih filmov, ne, ker tako odpirajo, ta film pravzaprav samo odpira vrata v razmišljanje, ne, da se zelo razmišljati o tem filmu, ne, in to je fino, ne, to je kvaliteta tega filma. Ampak, gledajte, ta zgodovino, ne glede na to, predvsem se niso borili v leta 42, ne, tam pojejo neke pesmi, za katere bi jaz rekel, da so jih tudi Nemci peli. Skratka, čudna pesem je, ne. Ampak predvsem je tam seveda ta lik, ki nenadoma, ta starec, ki že 60 let hodi, ki že 60 let hodi v ta bife in popije ti šnopček in verjetno je ta kelnarca, ki mu prinese, ta starejša, ki ga potem na koncu tudi oblačijo vsi, cel lokal, je verjetno ona mlada iz unga, ne. Čeprav se niti ni potrudil, da bi to bila kakšna blazna pomembnost, ampak mi vemo, da je to tako. Skratka, 60 let se poznata, med njima je bila celo ljubezen, ker ga osvaja. Ona ampak to je prav narejen tako, ne? Ona ga osvaja, šedi za šankom, tako da pravzaprav ni samo kritika neke družbe, ki se ni borila proti nacistom, ampak prepevala pivske pesmi, nostalgično pivske pesmi v barih, ampak je tudi pravzaprav zgodba enega življenja, ne? Neka ljubezen, neuslišana kelnarca in enega gospoda in potem na starost ta ista podoba. Tako nekako jaz doživljam oboje to, ne? Kot kritiko družbe Švedske in hkrati kot neko splošno življenjsko zgodbo. 60 let hodiš v en lokal, mižikaš si z eno kelnarco, ona te ve, kakšen si bil, ko si bil mlad in ti veš, kakšna je bila ona, ko je bila mlada, vmes je 60 let, on je že gluh, kaj pa vem, da se je čas ustavil, ampak to so v bistvu naša življenja, ne. Tako nekako, jaz razumem ta prizor in ta sprehod v preteklost, ne samo politično, ampak tudi tako. Tudi razumem, pride kralj za ženske morajo iti ven, seveda, ker on žensk ne mara. Skratka, cel kup stvari, o katerih se da govoriti izven konteksta nekih zgodovinskih podatkov. No, tudi tisto flirtanje, ne, z natakarjem. Ja, ko grem gledat film, film ne smem od mene zahtevati, da se prej pozanimam o zgodovini Švedske. Film mi mora vse, kar rabim, mora nam dati. In ta film mi je dal vse. Če me bo pa zanimalo, bom pa tudi pogledal, kaj je v švedski zgodovini. Kajko? Ja, mislim pa, da je ta film pravzaprav njegov najbolj političen film, ne. To je film, grozen film o kapitalizmu, ne. Jaz ga razumem točno tako. Zanimiva je ta, pa se seveda izkaže, da je to neka težka mora tega našega luzerja, enega od teh dveh, lahko pa ne, ker ne opisuje, kaj so se mu sanjali, ne. Ampak v resnici je to neki pravzaprav, ja, neka kritika kapitalizma, tega, ki jaz tako razumem, tisti bogati, ki pridajo gledati ta eksperiment črncev, ki njihove muke naj bi dajale neko glasbo, skozi nek čuden aparat, skratka grozen, in v angleščini govorijo. Skratka, nekako se mi zdi, da je to meni se to zdi ena najmočnejših scen, ki potegne ta cel film z vsemi temi zgodbami, z vsemi temi usodami, pravzaprav na en skupni imenovalec. No, prosim. To je tistih par procentov, ki obvlada cel svet, ne. Pardon. Sam to sem hotela, da se lažje pogovarjamo. Ta val, ne, ta zgodba se opira, ta prizor se opira prvič na nekaj, kar se je pa zgodil pred 500 let pred našim štetjem na Siciliji, kjer je bil nekšen vladar, ki je nekaj podobnega naredil z ljudmi. Sicer je pa to
ko se ta val vrti, se napis boli den. To je pa švedsko rudarstvo in talilnice in oni imajo en velik greh nad sabo, ker so učile ene ostanke svoje proizvodnje izvažali in je tam veliko ljudi umrlo od teh, ker to ni bilo prav, oziroma tudi Čilenci niso prav ravnali. Tako da Švedi imajo precej razlogov, da se počutijo neprijetno s tem filmom. Mogoče še to, da povem, teoretsko se je pa on oprl enega filozofa Martina Bubra, Nemca, Juda, ki se je pa star judovstvo nekako, oziroma filozofsko se je od judovstva malo odmaknil in je veliko pisal o tem, o razmerju jaz in ti, ne, jaz in drugi ljudje in o tem, o krivdi, o tej kolektivni tudi krivdi, ki jo je, se jo ne da popraviti krivice, ki si jo naredil, ampak boš plačal, moraš plačati in plačaš lahko tako, da postaneš dober. Ne? To je tak v osnovi, no. In mislim, da se čuti ta filozofska osnova, no. Meni se pa zdi, da dela ta film še posebej poetičen ta melodika švedskega jezika, ne, tako. Potem, ko je ta angleški jezik za ta kratek trenutek, a ne, vključen, je to čisto nekaj drugega. Takrat sem pomislila, če bi bil cel film v angleščini, to ne bi bilo čisto nič temu podobno. Bi izgubil, ne? Ja, bi izgubil, ne, to je prav prednost, čeprav pač ne razumemo, ne, že razumeš nekaj, ne. Pa to, sem bila pozorna, kako se je ta bal, nočna mora, da bo v nebesih starše srečal. To se ne zdi. Ne, ampak še ena stvar je, ko je glih gospa rekla v zvezi da je fajn tok, da se malo govori, ne, v filmu, ne, in da slika veliko pove. Ja, ampak v tem filmu se vsem veliko govori, tudi to. Ljudje se postavijo in povejo svojo zgodbo in noben jih ne posluša. In noben ta Popšanko stoji in pove, kako je zastonj prišel v mesto in kaj se mu je vse zgodilo. In praktično ga noben ne posluša. Tam, skratka, zanimivo je, ne, oboje je, ne. Ne, še ena misel, da več, ko filozofiramo, ker res film odpira toliko vprašanj, ne. Ampak na koncu, če ste bili pozorni pred zadnji prizor, ne, kaj je pa zastonj, ne, zrak. Pride v kolesarski servis in zastonj napumpa zrak, ne, in jutri je nov dan, spet se vrti četrtek in tako naprej. Zelo dobro. Ja, odlično je. Meni se je zdelo, da je v tistem prizoru, ko so pekali črnce v uni skupini ljudi, ki so opazovali, bil en človek podoben njim. Možno. Un stari spalniško prebradico, ko mu je ženska dejala. Leninu. Možno. S tem, da so Angleži govorili, seveda naredil, je to krivdo, ne, niso samo Švedi, ki so izkoriščali črnce, ne, ampak je pravzaprav malo posodobo, ne, ta angleščina. Ja, možno. Vsi naši multinacionalci tudi angleško govorijo, ne, kakorkoli klatijo, ampak angleško pa ne. Jaz mislim, da če bi tretjič gledal film, da bi verjetno še kaj, ali pa vi, ne, da bi še kaj opazil, ne. Jaz mislim, da se čisto možno, da je tudi to, da je to recimo 100. Zato jaz mislim, da je danes mi je, ko sem gledal film in bi ga lahko gledal še 1 uro, no. Mislim, to so filmi, ki je tako dobro so narejene te sekvence in pravzaprav vsak, ko zlaga te sekvence, ti kar odpira neke nove vsebine, ne. Kaj smo zdaj, se mi je zdelo, da je pravo ime za ta film pravzaprav freska, ne. Ta ogromna freska neke civilizacije, ne. Zato se tudi vrne v Homo sapiens na koncu spet napis, ne. Vmes pa dolg časa ni nobenega napisa, pa na koncu je pa človek, ne. Se mi zdi, ki je opet, ja, ali pa kakor da je, jaz sem razumel ta prizor, ne samo kot razkorišče, da smo mi ta opica, da smo mi ta opica, da smo mi en velik eksperiment v tem globalnem svetu, nekega strašnega izkoriščanja, ki niti ne vemo več, kdo je tist, ki nas izkorišča.
Jaz mislim, jaz sem razumel, jaz sem sebe videl v tisti grozljivi sliki, ki kar traja in bi si želel, da ne bi trajala tako dolg časa, kot to trese to opico. To opico se mi zdi, jaz sem sebe videl. Vse nas pravzaprav v tej podobi. V tej podobi in srhljiv film, pravzaprav srhljiv film, v katerem se danes končno razmišljati. Ne? Tudi o tem. Sigurno tudi o tem, kaj zdaj to pomeni. Ne? Svašta. Ja. Raziskovalke, ker se telefonira, on se tam, ona opica se muči in šokov, ona pa mirno se pač pogovarja po telefonu. Ja, me veseli, da ste dober. Ja, isto, ja. Ja, kakšna misel še? Kakšna misel? To mi je všeč, ko ste prej govorila, vse jaz glasno govorim, ko ste prej govorila o odnosu jaz in ti, oziroma o odnosu, ki je ves čas osnova tega filma. Ta dva, ki sta šla v en posel, ki je kolega pravzaprav predlagal, da gresta. In ta človek, ki na vsaki toliko časa pokaže svojo ranljivost, svojo začetke razmišljanja o sebi, o svetu, o tem, kaj se dogaja, postane nekako moteč, ker se vse odvija v nekem ritmu in celo življenje pač poteka v ritmu, ne glede na to, kateri čas je pokazana. Ja. In zdaj pa on malo zmoti s tem, ker začne uporabljati razum in razmišljati o tem, zakaj se stvari dogajajo. Tudi takrat, ko je on žalostan in moteč, takrat, ko razmišlja, kako delujemo en na drugega spet, ker ta ga izkorišča dejansko. Čeprav delate en posel, ker ne vodi nikamor, sta ves čas vpeta v to, kar ne nosi ne enem, ne drugem koristi, ampak on je vedno krivc, karkoli se zgodi, je on kriv, da se nekaj zgodi. Tako da bi se strinjala s tem, da ta občutek je v filmu ves čas nekako v povezavi z ljudmi. Tudi tam od začetka, pa so tiste prve 3 scene. Absolutno vse tukaj to ima. Tu se tudi razkrije pravzaprav en del verige tega, ona dva od nekoga dobita robo in jo potem prodajata in potem oni njim ne plačajo, ona ne morata plačati, ampak to je samo en del verige. In tako je, tako da pravzaprav, ja, to se mi zdi tako, ja. Ampak zanimiva je tudi ena stvar, ta obsedenost, da bi bili ljudje veseli, da imamo prodajati ljudem zabavo, mava izdelke, da bojo ljudje veseli in tako naprej. To je v bistvu trend z filma, ameriškega filma, da imamo narediti, da se bojo ljudje zabavali. Ampak če ste videli, in to 5-krat, 6-krat slišim, kaj delata vidva, midva pravzaprav poskušava ljudi zabavati. Ja, ampak to, kar prodajata, to je srhljivo. Maska je srhljiva, ona se celo ustraši, ko ga zagleda. Zobje so pravzaprav srhljivi. Ampak prodaja se pa kot humor, tako da jaz vidim tukaj tudi njegovo pravzaprav njegovo ironijo do sodobne filmske umetnosti, ki je obsedena z humorjem, happy endom, v bistvu je pa srhljiva pokveka. Zdaj, če pravzaprav razmišljamo o njemu kot o filmarju, jaz mislim, da nam je tudi to hotel povedati. Brez dvoma, ta zabava, ta stand-up komedija, obsedenost zabava, obsedenost, da bi bili dobre vole, v bistvu pa živimo v nekem svetu, ki je strašen. Pravzaprav sta samo 2 prizora, kratka prizora, ki sta tako avtonomna in dajeta, kako bi rekla, človeku eno občutek svobode. To sta tiste 2 ljubimca na oknu, balončki itak, pa te 2 nasipini. To so 3 normalni prizori. To so 3 prizori, tle smo še nekako svobodni, medtem ko v vsem drugem balkon, ampak to je zanimivo, punčki na balkonu, pa potem ta 2 na plaži, pa potem par v srednjih letih. Čeprav v filmu je to malo drugem vrstnem redu, pa ni bistveno, ampak to so 3 pravzaprav najbolj normalni prizori. Vse ostalo pa se mu zdi, da ni. Prosim. Ja, točno, ja. Meni se pa nekaj zdi.
ti nočeš biti ukolupljen, imaš danes četrtek, te vsi pobijajo, danes je sreda, ti si nor. A ne, meni je bilo pa to. Ja, tudi, ja. Ampak meni se zdi, kar je gospod rekel, da je edino zrak zastonj, ne? To se mi zdi srhljivo, ne? In prava misel, sigurno je to ena izmed poant. Ta film ima ogromno stvari odpira, ne? Ogromno. Zelo lep film. Ja, a je še kakšna misel? Jaz bi mogoče sam malo dodala, no, kako sem v bistvu ta film videla kot v bistvu eno simboliko. Zame je bila vse simbolika in vse je bila metafora. In sicer film je zame zelo sodoben, prikazuje zdajle tale čas, v katerem živimo. Od gospodarske krize do, bom rekla, mogoče, če hočete, sem nekje videla tudi begunce in nekje sem videla, mogoče pri temu Karlu, ne, ta skok nazaj, bi bil lahko tudi na simboličen način prikazan zdaj ta teroristična dejanja od Al-Kaide. In pač sem jih videla na svoj način, nam šla v razlago, ker bi bilo predolg. In kar se mi zdi zelo pomembno je, da zelo kaže našo človeško naravo. Kakšni smo kot ljudje, naše lastnosti, recimo ena od teh pohleb, druga izkoriščanje. In ga ne lociram toliko na Švedsko kot na celo človeštvo. Tako, mogoče sem en tak globalen pogled. Hvala. Hvala lepa. Ja, če smo izčrpali, nismo izčrpali, bomo šli domov in bomo razmišljali, ko je bila v MoMI v New Yorku razstava oziroma retrospektiva njegovih del, so naredili naslov It's hard to be human, težko je biti človek. In tudi on pravi, da pravzaprav dela filme o tem, kako je biti človek, kakšna je ta izkušnja. Ja, hvala Vinko za obisk in hvala za lep sprejem.